Poleg lakirnice pa je svoja vrata 2 meseca pred evropskimi volitvami odprla tudi povsem nova politična stranka. Kar pestro je na desnem političnem polu. Nekdanji člani podmladka SDS so namreč ustanovili novo stranko, Domovinsko ligo. Člani simpatizirajo z italijansko stranko Liga, ki jo vodi notranji minister Matteo Salvini. Okej. Imenuje se Domovinska liga, kar ne zveni toliko kot politična stranka, ampak bolj kot regijsko tekmovanje v balinanju. Mogoče pa sploh ne gre za politično stranko, ampak samo za turnir v domovinskih športih, kjer bodo organizirana tekmovanja v disciplinah, kot so lov na hrvaške ciplje, tek od Grosuplja do Ustavnega sodišča in, ja, met migranta čez Kolpo. O novi stranki ni znanega prav veliko, znano je samo, katero skupino volivcev bodo nagovarjali. Domovinska liga sicer nagovarja podoben volilni bazen kot stranka Aleša Primca, Gibanje za otroke in družine. A spomnimo, stranka je na predsedniških in parlamentarnih volitvah pogorela. A ste videli, nekdo je zavohal priložnost, da prevzame bazo, ki je ustanovil Aleš Primc. V paketu, torej poleg 0,1% volivcev, dobi še potico Norme Korošec in nedeljske sprehode z Vilijem Kovačičem. Je pa res, da gre tukaj za precej majhen kos potice. Dajmo takole reči, če se nekdo na desnici bori za glasove, ki jih obvladuje Aleš Primc, je tako, kot če se nekdo na levici boril za glasove, ki jih obvladuje Miro Cerar. Po zadnjih raziskavah je teh ljudi v Sloveniji namreč manj, kot je kriminalistov, ki obvladujejo svoje pitje. Takole se zaokroži, pa zapakira. Trezne odločitve pa te dni sprejema predsednik vlade Marjan Šarec, ki je teden dni po odstopu ministra za zdravstvo Sama Fakina že imenoval novega zdravstvenega ministra. To je postal Marjan Šarec. Sem čakajte mal, a nima on že službe? Mogoče pa nov nadstrešek za traktor gradi, pa rab dodaten keš. Ja, neki more biti. A vi veste, je, ne, traktor je, ne? Poleg službe premijeja od 7 do 3 bo očitno vodil še zdravstveno ministrstvo od 3 do 7, nato pa še od 7 do 11 lakiral Jaguarjev Hočah. Je pa kar konfuzno, da imamo istega človeka na 2 položajih. Ne? A ne bi bilo lažje, če bi Šarec opravljal funkcijo predsednika vlade, za zdravstvenega ministra pa imenoval Serpentinška. Je prišla ena baba na pregled, ki že dolg ni tiča videla. Pa sem mi dal kapljice za oči. Serpentinšek, to je zdaj moj lik, Marjan. Odpiši si ga. Šarčev prevzem zdravstvenega ministrstva je seveda začasen, saj bo premier kmalu prezaposlen z neizvajanjem govorov. Šarec je namreč zavrnil termin za nastop pred evropskimi poslanci. Slovenski europoslanci so na Twitterju njegovo odločitev označili za zamujeno priložnost za promocijo Slovenije. Saj dobro vedo, da če Šarec kaj mojstrsko obvlada, je to javno nastopanje pred pijano publiko. Dobro se ga dobili. Pred prihajajočo turistično sezono so se za zvišanje turistične takse na maksimalno vrednost 3,125 evra odločili kar 3 slovenski turistični biseri. Poleg Bleda so turistično najbolj navili takso še v Ljubljani, pa tudi v Kidričevem, ki sicer ne slovi ravno po razvejenem turizmu. Maksimalni znesek takse boste plačali, če boste dopustovali v Ljubljani, na Bledu ali pa v Kidričevem. Če slučajno nekdo slišim, še enkrat ponovil. Ljubljana, Bled in Kidričevo. Dajte mi vedeti, kdo točno hodi na dopust v Kidričevo? A tisti, ki so hoteli iti v Trbovlje, pa je bilo že vse zaseden? Upamo, da visok znesek turistične takse zdaj ne bo odvrnil množice turistov, ki so si to poletje nameravali v Kidričevem v živo ogledati železniško progo Pragersko-Ptuj.
Je pa dvig turistične takse seveda logična poteza, saj bodo občine s tem denarjem lahko investirale v dodatne turistične atrakcije. Občina Bled bo recimo investirala v novo kolesarsko stezo. Po trasi, ki bo potekala med Bledom in Bohinjem, se bodo prvi kolesarji in drugi rekreativci po napovedih lahko zapeljali čez 5 let. Dela že potekajo, denar je tudi na račun višjih turističnih taks zagotovljen. Občina Bled si bo končno lahko privoščila kolesarsko povezavo z Bohinjem, saj bo s povišanjem turistične takse letos zaslužila dodatni 1 milijon evrov. To je kar. Občina Kidričevo na drugi strani bo z višanjem turistične takse zaslužila dodatnih 500 evrov. Lahko gibamo, ne? Kakšno turistično atrakcijo bodo oni lahko kupili za 500 evrov? En LCD za spremljati tekme? Mogoče. Mogoče pa se bodo zgledovali po Bledu in bodo tudi oni ta denar investirali v gradnjo boljše prometne infrastrukture, v tem primeru v obnovo makadamske poti Kungota-Apače. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!